poslušalci, z vami smo skupina Harpier in poslušate oddajo Radioaktivno. Stanem brez besed, postav, pretemen sem za svet. Ista ladja, druga obzorja, a si slišal, moraš verjet v tisto, kar objavijo v večernem listu, je čisto brez pomena. Kaj verjameš in kaj ne, je luknja že narejena. Za nama je potekel čas, ne pusti, da te ulovim. Med nama vedno je oblast, ne pusti, da te dobim. Jed v mreži polni sem laži, naj te pozdravim, zbistrim tvoje misli, tega ne želim, pusti mi skrbi, v njih udobno se počutim. Kon, ki plava sredi oceana, ker ne vem, mišlje za druge je stvari, pa naj bo mama za tiste, ki ne vejo, kaj je mir. Za nama je potekel čas, ne pusti, da te ulovim. Med nama vedno je oblast, med nama vedno je, med nama vedno je, med nama vedno je Ne pusti je bila slišana skladba skupine Harpier z albuma oziroma EP-ja Ali je kdo, Matija pa z mano v oddaji Radioaktivno, zdravo. Pozdravljeni. Matija, spoznali smo vas v letošnjem letu, sedaj pa tukaj že mini album. Ja, mogoče za nekatere hitro, za nas gre zadeva po planu in se nam že mudi naprej na novo muziko, na naslednje cilje. Torej tudi na pravi album. Ja, se ga veselimo se tudi že drugega albuma. Pa ne da imamo mravlje variti, ampak tako hraniš nek tak kreativni proces. Narediš neki, itak preden se zvad pesem, pol preden se posname, to vse nekaj traja. Tako da za nas je ta EP, kratki album in pa tisti dolgometražni album so mogoče že malo stare stvari za nas, v narekovajih. Mi bi pa sam ustvarjali, zaenkrat bruha iz nas kreativa, tako da se veselimo možnosti, da vam
vse predstavimo. Ne nazadnje, v slabega pol leta ste nam ponudili 3 single, oziroma sedaj že 4. zaključeno celoto, koliko pa še ostalega repertoarja na zalogi? Zaloge je kar veliko, bom rekel. Tako da zdaj imamo v bistvu to srečo, da lahko delamo selekcijo. Mogoče tudi na žalost ne bo vse, kar ustvarjamo, mogoče ne bo vse slišano, mogoče ne konča vse na nekih albumih. Drugač pa, ja, zaenkrat jih je 5, ostalo pa verjetno dodamo še 5 ali 6 za celometražni album. In na prvem mini albumu se vprašate, ali je kdo, se to pogosto sprašujete? Ne. Predvsem sem se ukvarjal bolj sam sabo, zdaj v teh prvih komadih, bom rekel, mogoče celo na tem EP-ju, je neka velike ene samokritike, enega razmišljanja o samem sebi, o slabih stvarih, o dobrih stvarih, neka repriza nekega obdobja, tako da ja, se bolj sprašujem o sebi kot o drugih. Pomeni, da potem tudi sam sebi odgovoriš, da ti drugi ne rabijo odgovarjati. Dostkrat je samogovor pri meni. Se ne nazadnje govorijo, da se je treba kdaj pa kdaj sam sabo pogovarjati. V prvi vrsti sam sabo, če ne najdeš odgovora, ga išči drugi. Je pa res, da mogoče tudi ni vedno tvoj odgovor pravi, ne? In s tako mentaliteto je treba iti, treba tudi razumeti en drugega, puščati prostor za svoje napake, in če bi to vsi počeli, bilo po moje v tem življenju tudi malo lepše, ne? Harpier, oziroma če spustimo črko R, potem se podamo v grško mitologijo, je vaše ime kaj povezano s tem? Ja, ne vem, koliko smo se poistovetili s tem, oziroma do neke točke smo se, da bi pa zdaj to dvigovali na nek visok nivo neke premišljenosti in povezanosti s tem imenom, to pa ne, no. Je pa vsakmu posamezniku videti neko povezavo sam s sabo in s tem mitološkim bitjem, pol ptico, pol človekom, in kaj ne bi to predstavljalo, ampak pustimo to vsakemu posameznemu članu benda, njegovo razlago samo v sebi in ja. Wikipedija pravi, da so to ptice z ženskimi glavami, ki predstavljajo grabežljivo zlobo in nemirno vest, ter da so kričeče oziroma neprijeten glas, dodaja SSKJ. Ja, potem dodamo pa ta R na konc, to ne bi bil pa po Macbethu, ne bi bile pa moške verzije tega, ki so bile omenjene v nekih njegovih dramah in zapisih. Ja, upam, da to z glasom ne drži, ne, da je tako moteč in kričečom. Ampak ja, sigurno pa ima to pomembno pri komu izmed nas, še posebej mogoče pri meni, če lahko govorim sam zase, ampak se ne bi spuščal v detajle. Pustiva to za kdaj drugič. Ne pusti je bila prva, ki sva jo zavrtela, tudi prvi singl, s katerim smo vas poznali v letošnjem februarju. Ja, nam se zdi že kar dolgo nazaj, pa v bistvu ni, ne. Naš prvi singl, poletni v bistvu. Ja, vem, da je bil to nek komad, ko sem se zbudil eno jutro, s partnerko sva se pripravljala, da nekam odideva, nič posebnega. In v fazi umivanja zob in to je meni ta melodija prišla v glavo in takrat sem rekel samo stoj, rabim 10 minut, vzel sem svojo akustično kitaro, se usedel na zofo in ta komad je bruhnil ven iz mene, melodija, besedilo in takoj sem vedel, da je nekaj posebenega. To sem si pol na hitro posnel na telefon in ga obiskal pol naslednji dan, ker sem si več časa za njega vzel, da sem to stvar malo bolj resno posnel. Potem, ko ga je pa dobil tudi band, preostali band v roke, res kot po maslu s tem komadom, nobenih komplikacij, se mi zdi, da vsak je vedel kako. Tudi na koncu v studiu pri Mateju Gobcu, res en tak super komad, vsi smo vedeli, zakaj se gre, vsi smo vedeli, kako mora zveneti in ja, mislim, da produkt je kar dober. Nadaljujeva s pesmijo Grem nazaj, čeprav greste naprej. Ja, no, če je bil Ne pusti po maslu, je bil pa Grem nazaj malo bolj tečen komad meni osebno. Tole pa prva melodija, kot melodija, govorim ta kitarski part in vse, je bila v bistvu prva stvar, ki smo jo kot band skupaj zaigrali, ampak takrat je bilo besedilo še v angleščini. In smo mi to preigravali, malo angleško, malo to, pa zmeri nekaj nam ni bilo, Tudi jaz nisem bil zadovoljen s tem angleškim besedilom, pa vedel sem globoko v sebi, da se moram spraviti tega slovenskega delati, ampak po resnici vam povem, ne uživam najbolj v pisanju besedil. Meni igra srce pri tem, ko ustvarjam melodije
inštrumentalni del pesmi. Ta besedilo je pa tako, zame so nujno zlo, tako da se res nisem veselil popravljati besedila oziroma ga spreminjati v slovenščino in je bil težek proces, mogoče 1 ali 2 tednov, ampak mislim, da na koncu, ko sem si ga prebral, cilj sem že v štartu na to problematiko, družbeno problematiko, podnebne spremembe, tako to, kako nam je, res se mi zdi, da mi je deluje glih tako, da nam je vseeno za vse. Tudi zdaj, kar gledam geopolitične stvari, ki se dogajajo, predvsem v Ameriki, o vsem je govora, ampak se mi zdi, da najpomembnejše teme pa jo bomo pa zmer pozabili, no. Ta osnovna skrb za našo domovanje, za našo zemljo, za podnebne spremembe in ja, sem kar pesimističen glede tega. In ko je nastal potem slovensko besedilo, ki je opisoval to temo enako kot prej angleško, pol je pa ta pesem stekla, no. In sem verjel vanjo že od štarta, mogoče drugi niso toliko v bendu, ampak ja, se je izkazalo, da zaenkrat je to v bistvu naš največji komad. Opazi vseh sprememb, kar se dela je pogorelo, ni vode, ni dreves, kar še ni izgubljeno, vedno bolj veni, pa nam se zdi vseeno, ukvarjamo se z drugimi stvarmi. Matija iz skupine Harpier z mano vdaje Radioaktivno ali je kdo, je EP, ki ga predstavljava. Si kaj preveril, kaj pravi umetna inteligenca o vas? A ima že kaj zapovedati o nas? Seveda. No, to je pa zanimivo.
Kaj ti, če jo vprašaš, oziroma če daš samo besedo harpier, potem ti da 3 možnosti. Eno si že sam povedal, torej lik iz Shakespeareovega Macbetha. Tako. Potem pod točko 2 indie rock band iz Ljubljane. Ok. Tako da vas pozna. In tretjič, neka online trgovina za oblačila. Sicer je Harpier, piše, ampak ne bi bilo Harpier vse skupaj. Ne žema na tarči. Tako da že ve, kdo ste. Ja, zanimivo. No. Moram reči, glede umetne inteligence, če so glih načela, ne, se mi zdi, da se jo probamo zdaj neki muzičari in nasploh artisti malo izogibati kot hodič križa. Malo nas skrbi, ne, v smislu, tukaj si daješ neko svojo dušo, nek svoj talent kažeš in ja, neka ideja o tem, da bo mogoče to zelo, zelo lahko dostopno zdaj vsakomur s pomočjo umetne inteligence pač jemlje temu neko vrednost, ne. Pa ne, da smo zdaj vredni, ne vem kaj, ampak predvsem jemlje neko pristnost, tukaj pa je problemno, meni osebno. Ampak pustimo se presenetiti, ne vem, če bo čez par let pač umetna inteligenca delala najboljše možne pesmi na tem svetu, mislim, da ljudje ne bojo bili zdaj preveč moralno zadržani glede tega. Bomo pač poslušali umetno inteligenco, pa gremo lahko ostali glasbeniki na dopust. Se ne strinjam s tabo. Ok, me veseli. Ki ti mislim, da bo človeški tukaj še vedno prekašal umetno inteligenco. Se pravim, popustimo se presenetiti, so pa definitivno zanimivi cajti pred nami in pa tukaj v sedanjosti. Ste indie rock band? Smo. Ali bi se označili kako drugače? Smo indie kot independent oziroma samostojni, bi se pa jaz v prvi vrsti označil kot alternativni rock band. Pa mogoče ta kratki album, ki smo ga izdali, tega ne pokaže še najbolj, ampak verjemite mi, glede na glasbo, ki jo imamo, glede na navdihe, smo definitivno alternativni rock band. In se veselim, da to tudi pokažemo, no, čez naslednje plate. Kam segajo vaše korenine, v katero leto? Glasbene? Glasbene. Bom rekel zgodnja 2000. Ja, v bistvu 2003 do 2008 lahko naštejem pa moje top 5 albumov v moje zbirki, tako da zame so bila tista leta nekaj posebnega. No. Gre pa to za bende, kot so Kings of Leon, Radiohead, Blur, Gorillaz, The Strokes, sigurno mnogi drugi, pa seveda zdaj glava mi ne da. Ampak ja, v bistvu sem poslušal to, kar sta poslušala moja brat in sestra. Ona dva sta pa desetletje starejša od mene in mislim, da se glih sovpade s tem, kar je bilo za njo popularno. To sta potem meni prodajali in jaz sem to kupil 3-krat bolj kot ona dva in sem res živel te stvari. Red Hot Chili Peppersi naprimer tudi. Res sem živel in pojedel te bende od prvega do zadnjega komada, vsa besedila, vse linije, vse poznam in sem bil res sem bil ljubitelj glasbe. Lahko rečem gotovo noben od teh vrstnikov, kjer so bili okoli mene, ni bil tak ljubitelj, kot sem bil jaz. Kdaj pa ti je potem kliknilo, da boš začel ustvarjati tudi sam? Pa ne nazadnje formiral band? Ja, to so pa pol zanimive teme. V zgodnjih najstniških letih, tam nekje od 14. 15. leta dalje, sem sodeloval z mojim bratom, kasneje tudi sestro, smo bili v bendu Dandelion Children, ampak zmeraj je bil brat ta navdih, ta idol, on je bil veliki pisec, mislim, da ima tudi pod sabo 12 albumov, zdaj ne vem, če točno vseh 12 izdal, ampak ogromno izdane muzike in vem osebno, koliko ima še na zalogi, tako da on je ena izmed jam brez dna. Ampak ja, žal ta projekt tudi premalo znan v Sloveniji zaradi takih in drugačnih razlogov, ampak v tem smislu, ko sem gledal njega, se nisem nikoli smatral kot za pisca, oziroma ne vem, sem njega preveč spoštoval, da se pač sam nisem spravljal v te vode. V času ustvarjanja z njim sem napisal sicer par komadov, na vsake toliko sem napisal neki melodije, so se mi skozi vrtele po glavi, ampak enostavno se tega nisem lotil. Potem pa po koncu srednje šole sem v bistvu zgubil stik z glasbo, nažalost. V smislu igranja, poslušanje je zmeri bilo, pa zmeri sem bil ljubitelj, ampak nekako sem se zgubil glasbeno, opustil to. Glede na to, da sestri in bratu ni uspelo, sem mislil pač, ok, Slovenija pač ni trg za to alternativno rock sfero, katero tako obožujemo mi in v kateri ustvarjamo in pač je, kakor je. Gremo se izobraževati, gremo se zaposliti, gremo pozabiti na te stvari, ampak enostavno po nekih letih
pa zdaj točno v 23. 24. letu starosti. Po koroni sem ugotovil, da v bistvu kaj delam jaz. Sem dosegel marsikaj glede kariere, sem dosegel neke cilje, ki sem jih imel, ampak enostavno sem se počutil prazno. In ta praznina je bila glasba. Vedel sem, da je to glasba in sem rekel, ok. Tukaj se treba nekako vrniti, začel sem nazaj kitaro preigravati in potem je prišel nek januar, se pravi lansko leto, mislim da, oziroma predlansko leto. In v tistem januarju vem, da sem napisal 30 komadov, se pravi muzikalne podlage. In to je bilo to. Januar, februarja sem imel že basista v placu, so že malo preigravala in kasneje se je združila ta zasedba Harpier in zdaj smo klej, ko smo, z glasbo v življenju. In sedaj ste 4, če vas še predstaviš, poleg tebe frontmana. Ja, pa gremo po vrsti, se pravi prvi je bil meni Darjan, basist, odličen basist, zelo zanesljiv človek in sem hvaležen, da ga imam ob sebi od štarta, ker sigurno ni bilo enostavno spraviti to zadevo skupaj. Potem smo bili blagoslovljeni z Nikom Bobnarjem, tudi dobiš redko toliko dobrega bobnarja, no, še posebej za prvega. Res je na nivoju, res je, da že marsikateri žanr čez. Na koncu smo se pa še ujeli s Petrom, kitaristom. Mislim, da je Peter neka karakterna protivtež meni. Mogoče sem jaz bolj, ne vem, moj pogled na svet, pa njegov pogled na svet sta malo drugačna. Temu primerno tudi najno obnašanje, ampak mislim, da je to res nek balans pol, ki uravnoteži to našo muziko, no. Tretja, ki jo bo spustila, bo naslovna Ali je kdo? Ja, ta je spet podobna kot pri prvemu in se prav spomnim, sem se pa iz šihta sem se pelil domov, izklopil radio, ker včasih je toliko polna glava nekih melodij in vsega šundra, da enostavno ne rabiš še drugih faktorjev zraven. In spet se je pojavila ta melodija, pojavil se je refren, točno sem vedel, kaj se bo pel čez in sem prav pohitev domov, takoj prijel kitaro, se posnel v telefon, to vokalno linijo in spet eden izmed teh kot po maslu komado. Tudi besedilo je bilo instantno spisano, tako da ta je bil spet eden izmed teh, ja, kjer je šlo vse kot po maslu. Vsi smo vedeli, kaj to je, kako to bo. In spet hvala Mateju Gobcu, klega tudi neke malenkosti smo spremenili pol še v studiu in mislim, da je bilo dosti na bolje, tako da ja, čim več takih komadov, ko smo vsi na isti strani, ko se ni treba prerekati, pol je fajn delati muziko, ja. Še preden povem, pozabim zarečem, postajam nespečen, se dnevi slivajo jutra, prezgodan da me prebuja, naravno kožo oblečem, da se zlijem v temo, da postanem zgubljeno v množici, ki je eno, množici, ki obljublja neskončno ista ti jutra, gleda zaslužil boš jurja, med tvojimi se utruja. Stopim zdaj korak nazaj, da vidim širši kot sveta.
Harpier z albumom Ali je kdo, oziroma EP-jem oddaje Radioaktivno, Matija je z mano. 5 pesmi ste tokrat strnili na debitantski izdelek. Ja, bilo jih je v času, ko smo se odločali za snemanje, dosti več, v bistvu je bil že cel album zastavljen, ampak seveda, ko si indie, moraš vse to plačati in odločili smo se za teh 5, ne bo to prvi strošek, ne bo to naš pozdrav svetu. In ja, po moje bi se isto odločil, no, če bi se še enkrat odločil. Je pa res, da nas ne predstavi v čist celotnem spektru teh 5 pesmi, tako da se res veselim, da poslušalci slišijo še ostalo od nas. Kot sklepam iz tvojih besed, si avtor glasbe in besedil ti? Ja, mislim, načeloma ja, ampak moram reči tako, avtorji glasbe smo na koncu vsi 4. Zdaj, če naprimer jaz pridem z neko idejo, ki je že z nekim demotom, ki je že uglasben, ki je, se pravi, strukturni temelji stojijo in imam tudi ideje, kako ne bi to zvonilo do konca, pač v redu, jaz imam neko idejo o končnem izdelku, ampak to sem jaz, to je moj karakter, to je moja duša. Potem pa, ko to predstaviš ti bendu, potem pa tukaj ti dobiš 4 različne karakterje, 4 različne poglede na življenje, čisto drugačne izkušnje v življenju, drugačno mišljenje in vsak to pesem sliši drugače. Tako da vsak od nas doda nek uvinek te pesmi, jo zapelje malo v drugo smer. Seveda, dostikrat se tudi prerekamo o tem, kakšno smer. Mogoče, če si jaz zamislim komad, da bi pač to tako pa tako mogli zveneti na koncu, pa ga ostali vlečejo v drugo smer, seveda mi ni vedno prav, ampak na koncu je to pač band, ne? In prav je tako, prav je, da dodajo oni svojo plat zgodbe v muziko in pa definitivno nisem edini skladatelj, ampak se pa kaže to zdaj na naslednjih izdelkih, no. Ustvarjata tudi predvsem Pero, kitarist in pa tudi bobnarnik, tako da bomo videli, me zanima, kaj se bo v prihodnje uvrščalo na albume in kaj ne. Besedila so v slovenščini. Katere so tiste tematike, ki te najbolj nagovarjajo in jih potem seveda prenašaš poslušalcem? Sigurno to niso ljubezenske tematike. No, to je slišati. Ja, zato ker iskreno, naprimer, zakaj ljubezen, zakaj se to omenjam? Zato ker pač vsi v tem pojejo, pa vsi v tem govorijo, pa 99% muzike se mi zdi, da je pač to pa to pa to, ampak nekako sem se v tem svojem relativno kratkem življenju, ne vem, sem se tudi uspel malo introvertirati v zadnjih letih, pa nasploh ne rad govorim kaj preveč, še posebej, če nimam kaj pametnega zapovedati. Me pa spodbuja ta neka družbeno kritičnost in pa predvsem v tem prvem albumu mislim, da bo veliko ene kritike samega do sebe. Mislim, da je za mano bil oziroma je bil za mano, no, nek zelo težavno obdobje, ki ni bilo glih najlepše živeti sam sabo in mogoče zato toliko samokritike tudi v teh prvih pesmih. In pa ja, sama kritika do družbe, pa ne razumete me narobe, jaz poznam veliko dobrih ljudi, res dobrih ljudi po srcu in verjamem, da smo ljudje tega zmožni, ampak se mi zdi, da kot družba pa res premalokrat znamo to pokazati, no. Se mi zdi, da kot družba smo na koncu izpademo zelo naivno, neumni, vračamo se nazaj na isto mišljenje, na iste problematike, ki so že večkrat v zgodovini pokazale za zelo nevarne in pa napačne. Tako da iskreno ne vem, kaj se mora še zgoditi, da se bomo kot družba izučili oziroma naučili, da pač to niso načini za nek napredek in obstoj. EP je šel samo v digitalni obliki ali tudi na fizičnem nosilcu zvoka? Ja, leto 2024, samo v digitalni obliki, je pa na voljo na vseh pretočnih platformah, za tiste, ki ne veste, kaj je to, naprimer Spotify, Apple Music, YouTube pa čaka, da pesmi dobijo še vizualni aspekt, pa pride tudi na YouTube. Ne nazadnje, vse 4 že imajo vizualno podobo. Tako. Ena samo še manjka. Ena pa še manjka in ja, se veselim tudi tega, tudi te 5. In 4. bo Krik, to je skladba, ki še ni bila single. Krik, in to je nek moj krik, ko sem prej omenil ta težavno obdobje, mislim, da ga ta pesem povzame, no. Zelo povzame ta obdobje zame in od vseh 5 je to meni najljubši komad, absolutno. Tudi hotel sem ga izdati celo kot drugi single, ampak sem naletel na neodobravanje. Mogoče ni tako prijazen radijom kot ostali, pa pač zaradi tega je tako, kot je, ampak ta komad mi veliko pomeni, verjamem, da ima
od teh 5 najboljše besedilo in tudi muzikalno mi je najljubši. Same melodije, kitare, mislim, da je ta najboljši, no, zame v vseh pogledih. Iz daljave slišim krik, njegov glas dan in hladen se mi zdi, ne prenehaje leti. Čuti vibracije mu zlomljenih glasi, vedno bližje, kot da čutim njegov dotik. Začutim, ko nekje ni dober bit, mi kaže pot, v katero iti, pa raje ostal bi na razpotju dveh stezi. Matija, iz skupine Harpier, imaš kaj odzivov na EP? Kako so poslušalci sprejeli izdelek kot celoto? Pozitivno. Je pa res, da po moje glih kakšen kritik me ne bo poklical popolne na telefon pa mi rekel, tole pa za en drek ne še. Ampak ja, zaenkrat so pozitivni odzivi. Tudi Ortobar koncert, kjer smo imeli release EP-ja, zelo pozitivni naboj v sobi, v tisti dvorani. Tisti je bil nek magičen večer in nekako smo si vdahnili, oziroma je meni malo lažje pri srcu, no. Se veste, toliko daš nekega truda, odrekanja, na koncu tudi denarja v to, da je pač fajn, če komu všeč na koncu. Tako da tudi naša baza poslušalcev raste na različnih platformah, tako da pustimo se presenetiti, bomo videli, kaj bo čez kakšno leto, ko nas ljudje še boljše spoznajo. Jaz verjamem, da smo jim ponudili najboljši izdelek, kar je bilo možno z naše strani, tako da upam, da bo čim več ljudi to cenili in da bo predvsem uživali v naši glasbi, se poistovetili s kakšnim besedilom, s kakšno melodijo
in to je to. Sicer, kot si dejal, album še v digitalni obliki ima pa svojo celostno podobo. Kdo je ta dama na naslovnici? Ja, naj bo ta dama, ta ali je kdo, za vsakega naj bo to svoja misel. Moram pa pohvaliti bobnarja Nika, on je zadolžen za vse te podobe, fotografije, tudi posneje drugi videospot on sam, tako da je zelo talentiran na tem področju tudi poleg glasbene. Nej pa naslovnica ogovori vsakega posebej, ja, tako kot komadi, ne. Jaz se lahko spuščam v detajle pomenov, ampak mislim, da ni muska za to, da jo v detajle razlagamo, ker mora biti to za vsakega posameznika neka svoja zgodba. Imate pa tudi svoj logotip, ki je prav tako ptica, ampak ni harpija. Ja. Vse tako ne izgleda, no? Ja. 3/4 benda je imel točno ta argument, da pač to ni harpija, ampak je naš Nik, ki je to tudi ustvaril, je pač to zagovarjal in moram reči, da smo na koncu veseli za tega ptička in verjamem, da nas bo spremljal do konca naše glasbene poti. In ta ptiček tudi poje, kot je vidite. Ja, zdaj pa zoprno poje ali ne, to pa vprašanje. Mislim, da ne, glede na to, da je popolnoma drugačen, kot bi lahko izpeljali iz imena skupine. Tako. Več informacij sicer sproti o vas na družabnih omrežjih, tam tudi verjetno objavljate, če boste kaj na odrih. Ja, tako je. V jeseni in v koncu poletja je že nekaj potrjenih koncertov, tako da upam, da se vidimo pod odri. Je nekaj izkušnja je to poslušati doma, mogoče to nekaterim ljubše, ampak še zmeraj pa v živo energija malo drugačna. Tudi s publiko se lahko vidimo z oči v oči, si prenesemo to energijo. Tako da vabljeni, pridite, da se začutimo, mogoče si bomo všeč, mogoče ne. In pa ja, upam, da se kdaj vidimo res pod odri. Kot zadnji single ste nekaj dni nazaj predstavili pesem Paranoja. Paranoja, ja. Paranoja spet tudi en lep primer tega problematičnega obdobja, ki je za mano. Je pa res, da te pesmi nisem pretirano maral že od štarta. Zato je tudi na zadnjem mestu? Ne, moram reči, da je bil na koncu komad kar velik favorit. Tudi jaz sem se, bom rekel, v narekovajih sprijaznil z njemu. Ne, dobro produkt je rato in pač mogoče sem se ga jaz malo sramoval, zato ker izpade, kot da pojem o ljubezenskih stvarih, ampak pa tudi nočem iti v detajle, o čem govorim. Pa ne bo to ljubezenski komad za večino ljudi, ki ga poslušajo, ne bo to komad o bilo čemu, tako kot sem rekel, ne se ga vsak po svoje vzame, vsak ima svoje izkušnje, vsak se bo drugače poistovetil s tem. Je pa nekaj posebnega vseeno. Še posebej s tem videospotom, tukaj bi res pohvalil Veni Emeršič, en tak izjemen človek, ki je bil na našo začudenje pripravljen sodelovati z nami, ker mu je bila všeč naša glasba. In v bistvu se je on spomnil videospota, scenarija za Paranojo in za Ali je kdo. In mislim, da še posebej pri Paranoji, mislim, da je res super delo opravil. Tako da, če imate cajt, si ga pogledajte na YouTubeu, videospot. Tam poteka nek eksperiment, imam občutek. Ja, lahko tudi kot temu rečemo, ja. No, tako je meni videti. Tako je. Album EP je tu, kot si dejal Matija prej, materijala na zalogi še več, tako da mirni ne boste, bo tudi Krik single. Upam, da dobi svoj video, ker mislim, da je malo podcenjen v naših vrstah, da je ta pesem malo podcenjena in verjamem, da bi bila marsikateremu poslušalcu zelo, zelo všeč, če ne celo najljubša, tako kot meni. Tako da res upam, da v začetku jeseni pride ven video še s to pesmijo. Potem pa že novi material. Tako je. Koncu septembra imamo že rezerviran studio, spet pri Mateju Gobcu. Tam smo ustvarili neko posebno vez z njemu in se prav veselim teh dolgih noči in dolgih dni ustvarjanja v tistem studiu, da smo zaprti v spodi in pozabimo malo na ostali svet. Potem bo tisto dopust. Ja, tako. tako. Bo pa za konec najnega pogovora šel etru Paranoja. Matija, član skupine Harpier, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala lepa, hvala za vaše gostoljubje in upam, da se še vidimo. Zagotovo. Hvala. Sobo razsvetli, nikogar ni, da me prebudi, naj poleti.
nervozen pot, kaj si sanjo si pozabil. Kar se resnično zbuja dvom, zamoti misli vse povsod. Vse, kar ne poznaš, bodi previden. A vem, da čas leti, če se ti stika in če vem, da me več ne bo. Rad bi iskal globine, po nižnosti skomine, sam da no več tako. Spet druga izjava, odcepi dvom, ali sem le malo nor. Mine me vse, le do tebe ne. Kdo si? Pa drug na sebi, sam tebe ne bi, ne da se več mi, dej mi mir. Rabim čas, da se spočijem, rad pomiril bi svoj nemir. A vem, da čas leti, če se ti stika in če vem, da me več ne bo. Rad bi več bolečine, dačico zapuščine, a vem, tega ne bo, tega ne bo. Vsak dan budi me nežen tvoj dotik, a tebe ni. Vsak dan odim, bolj oddaljen se mi zdi, nikogar ni. Jaz rabim, da to mine, več časa bolečine, a vem, da to je to, da to je to. Vsak dan budi me nežen tvoj dotik, a tebe ni. Vsak dan odim, bolj oddaljen se mi zdi, nikogar ni. Pozdravljeni poslušalci, z vami smo skupina Harpier in poslušate Radioaktivno.